Ampak, a vam je kdo daj rekel, da ste podobni Heleni Blagne? Na te verjel že večkrat. Jo, neverjetno, si glas imate podoben. Ampak, če bi vi bili prava Helena Blagne, ja, bi že bil v urgenci. Ja, veste, da. Odpovedalo bi mi srce. Ja, ne veš, Bog. Da. Že 20 let sem zaljubljen vanjo. Noro. Ja, a vi veste, da sem se zaradi nje sploh preselil v Slovenijo? Obejštejo ga sredi. Ja, obejšte vi. Ja. Mogoče niste opazili, nisem res Slovenc. Ja, sem je videl na srbski barvni televiziji in je bilo konc z mano, konc. Sem rekel, hočem tam živeti, ja, ker so tam te lepotice in te čudovite osebe. Lepo. Ja, da bi bil sem na vseh njenih koncertih v Hali Tivoli. Da, in sem večkrat probal priti do nje, pa mi ni ratalo. Ja. Vedno naletiš na neke tajnike, pa varnostnike, tako, kaj bi dal, da se osebno spoznam z nje. Ali nisem te sreče? Ja, tolikokrat zamišljam prizor tega sreča. Helena Blagne pade v tido reko, a Miloš je reši in potem pa umetno dihanje. A mislite, da bi bil všeč? Verjetno bi bili zelo simpatični. Ja, pa saj sem res simpatičen, tudi lep, ja. Če je kavaca lep, ja. A sicer pa mislim, da tudi ona nekaj čuti do mene. Ja, velikokrat sem jo že pisal, dolga pisma. Ja, po 40 stranih, ja. Vsa čustva sem izlil. In potem sem vedno dobil od nje sliko s podpisom. A če bi bilo vseeno zame, je sigurno ne bi, a ne? Kaj pa vem, ponavadi na njena pisma odgovarja njen tajnik. Aha, a upam, da to ne pomeni, da je njen tajnik zaljubljen v mene. To pa ne, no, dajte no. Ja, a potem, a vi mislite, da imam kaj šans? Ne, če izvedel bom, kje stanuje in jo čakal, dokler bi prišla in jo vprašal, če se poroči z mano. A če ne bom probal, se bom do smrti sekiral. Kaj pravite? Jaz vidim, da vi bolj slabo berete rumeni tisk. Ona se je že pred časom odselila v Avstralijo. In to za zmeraj. Pa nasvidenje, simpatični gospod. Ja, ne. Čau. Nasvidenje. Ja, ti hudič. Pa kaj pa, če je šla ona zaradi mene? Da me je opazila v publiki, potem me je iskala in potem je šla v Avstralijo, ker me drugače ni mogla pozabiti.